Mi se pa še nismo videli danes. Lep pozdrav, vsem hvala, ker ste prišli ker ste si izbrali, da ste danes radi tukaj v tej temni dvorani, namesto da bi uživali na tem lepem vremenu. Vreme se je pa kar naredilo, ne, že? Jaz Ruzaka nisem omaknil. Daj ga omaknil, ker smo video podcast. Ja. Ne, zakaj sem nalaž pusto, pravic moja, ampak... Pelko. Sam se premika. Kdo? Ja. Imamo rodija, ne sam fotografa. Najprej, preden rečemo karkoli o današnjem dogodku, moram povedati, da je današnji dogodek Uporniki skozi čas. Na tem Upornikov skozi čas sta nastala pomladanski in jesenski cikl dogodkov. Zdaj pomladanskega ste že zamudili. S cikloma dogodkov na temo Upornikov bomo obeležili 50-letnico, kar je bila ob 500. obletnici kmečkih uporov na Slovenskem na Grajskem griču postavljena skulptura kmečkih upornikov dela kiparja Stojana Batiča. Ne? Se pravi, to smo se pogovarjali. Ne? 50 let od 500 let. Ja. Tako, 505, skorda, s črto, ni. V glavnem in zato smo mi danes tukaj. Nekateri ste bili z nami, s temi glavami nagradu že spomladi, ko se nama je tukaj z Anžetom pridružil Jure Godler, ki je zbrisal iz spomina. Povedal nekaj lepih stvari o fizikih, o filozofih, Anže pa se je pogovarjal o računalniških igrah, tako da to je bil ta nivo debate in jaz res moram povedati, danes smo sedeli midva z Anžetom, pa naš prijatelj iz podcasta Obot, Aljoša Harlamov, in sva ga 3 ure morala prepričevati, da ne bi spet Disco Elysium omenjal, ja. Ker je imel totalno, skozi je nekaj ponavljal, da je gospod Everett mu pomaga, da najdu... To vam ben razumu te šale. Pejte pa igra Disco Elysium, če ne bo res že vsakič govoril o tej igri. V glavnem in danes pa z nama tudi pravzaprav že stalna gostja telih glavna gradu, ki se nam je prvič v podcastu pridružila prav na gradu, ko smo govorili, ko je govorila o stolpu piskačev, če se ne motim, takrat prvič, in sicer Hana Stupica. Dajmo en aplavz, lepo prosim. Juja. Danes bomo znova govorili o upornikih, le da so ti uporniki v umetnosti, ne? Ker sem že prejšnjič uporabil... To sem jaz prosil, ker je to moja domače področje in sem rekel, dajmo kaj iz umetnosti. Dobar bo danes, dobar. Zato toliko telefon gledam, ker me je že zdaj strah. No, ja, sorry. Ne, ampak moramo povedati, da imamo en PowerPoint, oziroma ne PowerPoint, kva imamo Evernote, kva je to? Keynote. To je sam meni smešno. A je fuzbol kupil? Kdo ve, kaj je Evernote? Exactly. Bom jaz zdaj Tomič, kaj je Evernote? To je ena aplikacija, ki je včasih en slonček je bil zalogo. Slonček je bil zalogo, ker ne bi si vse zapomnil, ampak 6 ljudi ga je uporabljalo in vejo, kaj je. Jaz sem ga imel za stand-up. Točno 4 šale sem not napisal. No, vidiš. Sem bil boljši listki, ki se jih drge puščal. No ja, v glavnem, danes imamo keynote prezentacijo, in jo bomo dali tudi v zapiske, pa da boste tisti, ki boste poslušali doma, lahko... imamo toliko serverja? Bom pogledal. Če bo dal sam na opise, unkati zgenerira opis slike. Ja, v bistvu je. Če bi ljudje vedeli, koliko selotejpa skupaj drži infrastruktura mreže aparatus. Govorimo o Aero iz leta 70. Tako je. Imam, tam, kjer selotejpa zmanjka, imamo unte, bel lepil, kaj je bil... v lončkih. Ko se ga je jedel pol. Ja. Ne, mekol. Ali uhu. Carbofix. Dajmo še kakšen brand lepila povedati. To, ko govorimo o lepilu, kaj bi bil to podcast o punku. Okay.
Ker je toliko starejša publika, da je ta šala šla skozi. Ja. V glavnem, danes bomo govorili o upornikih v umetnostih, o ljudeh, ki so umetnost sprevrgli na glavo, o ljudeh, ki so uporabili umetnost za to, da so se uprli, ali pa preprosto o ljudeh, ki so imeli radi Kraftwerke in Om Sweet Om. Ja. Amben, sem ti rekel, da amben. To šalo je danes povedal, ko smo s Harlavom in za mizo sedeli in sem rekel, ne. Ampak sem jo moral. Ampak sem imel jaz prav. Zakaj sem jo povedal? Ja. Zato, ker sem ti hotel dokazati, da imaš kdaj tudi prav. Okay, hvala, to cenim. Redko, ampak. Zdaj imel ta 2 disala danes, izjemno. No, ne bova te disala midva, ampak Anže, bomo kar tebe prosili, da začneš, da otvoriš. Meni je Hana pisala, kakšen je protokol, dan sem rekel, 3 kroge imamo, najprej vsakič začne Tomo, da malo spustimo pričakovanja. Res bom jaz začel? Ja. Napisan je bilo v četu. Okay. Ga ni bral, a nisi opazil. Messenger mal gledam, ne, se ne, kule. No, Anže, dajmo. To je zdaj zelo impozantno, ker zgleda, da bom ful povedal o Nočni straži. Mogoče pa ne bom. To je iz George R. R. Martina? Jon Snow? Ja. En visok zid izleduje. Ne, jaz sem, kako je bila že spet umetnost tema, kar je seveda, kje sem jaz doma, tako kot sem prej rekel, sem začel googlati. Ne, kot vsak človek, ki mora seminarsko narediti in je v paniki. Ampak prej sem, Hani, ki smo se pogovarjali, meni je zelo žal, jaz sem to že večkrat povedal, jaz sem to sliko videl v živo že 3-krat po moje v Van Riesk muzeumu v Amsterdamu, en ki ima tam, ne hvala, pa sem prav rekel, v Amsterdamu, ampak sem bil še večji šarlatan, kot sem zdaj in nikoli nisem zares cenil. Zmeraj je bilo, pejmo v Van Riesk, tam je Nočna straža, smo prišli kaj in sem rekel, wow, in sem šel. Tako je res grozen. A te kdo rekel, ker si je rekel, you know nothing, Anže? Tako. Sam v sebi, pižamc. Sam v sebi. Indubitably. Ne, in sem bil res, in mi je to, in manj kar, hočem iti zdaj kot človek, ki ga je življenje že teplo, ne, in bi šel to pač pogledati, mi rekel, to je res dober, ker je res kar impresivna fotka, slika. Jaz bi sam tok, če lahko pokličemo na urgenco, nekoga za Hano oživljati. Slabo, stari. Anže, a ti sploh opaziš, da s to sliko klekaj narobe? Aj narobe kaj? Mislim, neki ne štima. Ne vem, na računalniku je, v živo je. Ja, ampak ful je manjša, vidiš, ful je skropana. A jo je več drugače? Ja, fuljo je več, ja. A nisi že parkrat videl živo? Sam zelo tako bežno. Ja. Tam v muzeju, točno vem, kako zgleda. Velika. Točno vem, kako zgleda, točno vem, kje je, vem, kako prostor zgleda, in je klopca od spredi. Ja, še to. Zmeram je veliko ljudi tam in jaz sem šel mem. Ti si šel takole? Jaz sem toliko visok, da vidim že za vse te ljudi. Pogledaj, Nočna straža, ček, gremo naprej. Moj cilj je, da enkrat, ko bom zdaj v Amsterdamu, to je v Amsterdamu, to vem, da bom šel to pogledati in dejansko. Gremo raj pit. Tiskar sem pa ker so kao oporniki in ker sem to googlal, sem rekel, mogoče je pa to kaj z oporniki, pa ni, ker so to neki policaji tam nizozemski, ker so to plačali, to nam razlaga, to vsi veste, vemo. Ne, daj povej, že jaz sem pozabil. Nek ščit je nekje, in na sliki je nek ščit, kjer je gor 18 imen. En kapitan, ki ima priimek Kok. To sem si zapomnil, presežem. Itak. Koliko si bil star? Presežem, da je to res. Star je bil 41. Kok se piše? Presežem. Pa je pa 17 še drugih, vsi so dali nek denar, da so dali skupaj, da so plačali to, pa piše, da unke pa z Bobnom, ki se ga klej malo vidi, tega so pa za ston oddali. Tako piše. A sem mu rekel, če te slikamo, a už nehal Bobna. Ja, tako najbrž. Tako da taj za ston, ostali so pa plačali, ta Kok, na začetku bomo zdaj večkrat rekli. In pa sem tako rekel, meni uporniki, pa sem pa videl, da je bila ta slika, in parkrat, poskusi in uspešni poskusi vandaliziranja, to je beseda, pižamc je najbolj. Ja, okay. Ja, in si imel tako, ker, zakaj še to?
umetnostna zgodovina, ki sem jo imel v gimnaziju v 3. letniku kot izbirni predmet. Do leta 1940 je bila ta slika premazana z nekim lakom in je bila zaradi tega ful bolj temna, kot dejansko je. To je res. Kima, ona riše, ona razume to. In je bila ful temna in zato se ji reče nočna straža. Drugač nima veze z nočjo ta slika. Kar je meni kar fascinantno. Vidim, da vas je več to danes zvedali. Profesor Tomič. Imate potrjeno habitacijo. Filofak že ček piše. V glavnem, kar je tudi, to sem jaz vedel že odprej, pa sem se pa spomnil. V glavnem. Ampak, kar je bilo pa meni pa zanimivo in to kao uporniki sem samo to, ker so bili neki ljudje, ki so hoteli tej sliki veliko žalega storiti, ne. Je bil en človek, ki je bil nezadovoljen zato, ker je nezaposlen in to je bilo pred 1940 v zgodovini. Je vletel in je z nekim nožem rezal po tej sliki in jo je rešil lak, ki je bil čez namazan, kar se mi je zdel nor podatek in so pač rešili, pol je eden je kislino gor polil. Kaj je rešil to sliko? Spet lak, pravilen odgovor je spet lak, ker so dosti hitro ustavili pač, in so jo čisto restaurirali. Enemu je parata malo bližje pridati, pol že kasneje. Zdaj so jo pa na zadnje ful restaurirali. Je bil celo live stream leta 2019, sem ga gledal, verjamem, da ste ga vi tudi. So dejansko, tako kar v muzeju, je bila neka škatla narejena in so to restaurirali in si lahko gledal na internetu, kako oni najbrž čopiči, si predstavljam, da se to dogaja. Ali kaj delajo, ko restaurirajo slike. Tle mi malo zmanjka. Jaz sem sam povedal, se pravi po vseh teh podatkih, je torej na tej sliki, ko bi opisal kokolak. Še ena stvar, ki mi je bila relativno zanimiva, mogoče meni ne vsem. Bomo zdaj videli, kam to rekel, kar slabo, me je že strah. V glavnem, tisto, kar je meni fascinantno, je, da ko jo gledaš od blizu, kar še enkrat, jaz jo nisem od blizu videl, ampak kar so pa naredili v Van Rijs muzeju, ki je v Amsterdamu. Se ti zdi, da ti boben sledi po sobi? Nek to pa, ne vem, a je toliko slaba ali toliko dobra ta šala. Te v Van Rijs muzeju, pametni ljudje, so jo poslikali celo sliko so fotografirali in je na netu, to bom tudi v zapiske, nobene bo ga kliknil, bom dal in obstaja, to je zdaj to resen del, obstaja pač je v browserju in lahko res zoomaš noter in pač lase vidiš, tako, mislim, dobesedno od drugih ljudi lase, ki so zapopani gor, taka ločljivost je te slike in to sem pač, ker sem se na tole pripravil delo, kar pomeni, da sem praktično bil tam in blizu videl, tako si jaz to razlagam, če bi šel v Amsterdam. Ampak je res ful dobro, ta link je, oni zdaj, ki to poslušajo, vi, ki sedite, pejte pol pogledat. Bo ta povezava in je res ful dobro, ker res tako zoomaš in se kar ne neha in priješ čez zraven, vidiš to restauracijo s čopiči. Tako, ja. V bistvu jo vidiš bližje. Po mojem, če jo toliko blizu gledaš v živo, te aretirajo. Tako, najvrš. Mene so skoraj aretirali. V Momi. To bo dobro, aretiraš za to. Ne, skoraj ne, nisem aretiral, ampak je bilo kar zvezdno nebo. Ja. Kaj je kdo naredil? Unka brez ušesa. Se mu reče, ki se piše. Ki se piše brez ušesa. Van Gogh, ja. Van Gogh. Ja, tako. On je tudi v Amsterdamu, ali? Mislim, slike njegove, so tudi v Van Rijsku, ali niso? Ali neki njegovega tam, od Van Gogha? Ja, lahko da. Najbrž. No, v glavnem... Spet jaz več vem, jaz ne vem, kaj se... Veš kaj, ti si delal research, mi da so pa naravna talenta. A lahko jaz sam še nekaj dodam? Ja. Kjer misliš, da je kok tukaj? Trick question. Ker bi človek rekel, da je ta v belo, ta svetl človek. Jaz mislim, da ne. Jaz mislim, da je on zraven. Jaz mislim, da je on zad v kučmi. Ne. A ne, on zraven. Taš v črni z rdečo, ja. To je ta kok. A veš, kaj ima to rdečo? A ja, Klele. ta s puško. Lento. A ima puško, kam ima v rok? A je bila puška že takrat? Arkebuza. So le puške. Okay, ja. Ja, spredaj so jih še polnili. Policaji. Miliša.
Tako je na Wikipediji. Milica. Ker so to, mislim, so pa morali imeti orang denar, ker je res velika slika. Ja, to je 4 metre, ima več kot 4 metre. Ja. 2 Anžeta Tomiča. Ja. Ne? Pa ful je rumena. Zakaj je rumena? Mislim, tako, taka toplih barov. Mislim, jaz vem, to zdaj povej ljudem. Ker je dobra po srcu. Ne. Nekaj so dali lak dol. Ja, ampak tako so ugotovili, da je v bistvu rumenkastih barov. Ja, ne vem. Ta... Golden hour? Ne, tudi ni golden shower. No, okay. Pač. Če smo začeli s skokom, kam bi lahko šli? Ker rumena je bila velikrat uporabljena kot da predstavlja zmago. Uporabljali so jo za zmago. Če si zmagal, je bilo ful rumenga. Ja, pač simbolizirala je rumena. Ne vem, če kdo to šalo razume. Ne. 2, v redu. Pa ta punca, ki je tam v zadnji, ne vejo čisto točno, kdo naj bi bil. Ali naj bi bila... Fotobomb, se temu reče. Ja. Angel, tam je stala 16 dni. Ki je fotobombo to stražo. Ja. Ali pa pokojna žena od Rembrandta, Saskia se mi zdi. Nekaj tajzga. Jaz drugače, to bo zdaj zelo, ki sem na internetu, pa gledam te videe na internetu in je bil en model, ki je povedal... Bravo, že. Ja, ne, in je povedal, da so včasih je bila neka barva, ki je bila narejena iz mumij. Ja. Kaj je to normalna podatek? Jaz to ne razumem. Okay. Če bi poslušal podcast, danes praznuje. To pa je, težko je tega na netu. Ne, a res, to pa jaz sem mislil, da bo to bolj več ljudi presenečenih. Bene reakcije ni bilo. Da, jaz sem bil pa to kar malo šokiran. Dejansko so vzeli mumije iz Egipta, jih zmiksali in dali v tube in to prodajali. Pa beda je bila ful za nič barva. Ja, ker je bilo bolj to tako... da lahko rečeš. Ja, pa fascinacija je bila takrat z mumijami, pa odkrivanjem Egipta, pa to predvsem 19. stoletje. Jaz res malo vem v life. Dobro, okej. Jaz sem svoje naredil. Ja. Lepa, čau. Bravo. Jaz bi samo vsem rekel, kar imam od tle naprej še slabše. Jaz bom sam zaključil, bom povedal pač, da Zvezdna noč ni tako velika slika, ampak je dosti majhna. In, jaz sem gledal in jo gledam, pa nič nisem imel trakov okoli. A si se jo dotaknil? Nisem, ampak tako sem bil, res sem bil že na 1,5 metra, takrat, če nisem imel dioptrije. In naenkrat si že... Ten varnostnik je bil visok tok, kot ti, pa čez pleča ga je bilo malo več. Tako, sir, ne. Tako je pokazal, sorry. Se pravi, lahko bi bil jaz brez ušesa ti zdaj. Okay. Kdo je naslednji po tej logiki? Jaz. Grem po vrsti. Jaz sem tako rekel, ko govorimo o začetkih abstraktnega slikarstva, Kandinski ponovadi ime, ki ga mečemo, si že slišal? Mondrian. Piet Mondrian. Ja, Mondrian, ne. To pa vem, to pa v kvadrati. Ja, črne črte. Ja, črne črte, ja. To, ne. Vasilij Kandinski. To imam jaz, to sem videl. Vasilij Kandinski. To pa ne vem. Unga sem videl, da je naredil si sendvič, tak. En je naredil, je dal črn kruh, pa sir v kvadratih gor, da je izgledal tako, ne. Nič nisem obljubljal. Nič. Ja, no, ampak v resnici je istočasno kot ona, oziroma že celo mečkam prej. Kar precej prej, ne? Z abstraktne slike začela ustvarjati švedska slikarka Hilda af Klint, ki je... Če namo iz imena norca. Ne bomo. Ni Klimt. A si hotel šalo na Klimta narediti? Ne, sam pač, ok. Ja. She was Hilda af, to ne. Ja. Mislim, to je, se opravičujem, Hilda as fuck Klint. Ampak res smo šli mem tega. Okay. Švedinja in ko je bila stara, imela je mlajšo sestro, ki je pri 10 letih umrla in je padla malo v te spiritualne vode. Se pravi, spiritualistične, dajmo reči, in je začela iskati se in je najdla teozofijo. To je pač... Kaj je to? Madame Blavatsky? Valda, Blavatsky. Tetovirano jo imam.
19. stoletje, pač ljudje, ki so, bi rekel, prodajali neko sveto znanje, nekih modrih neznanih, ki ga oni pač skupaj so zmiksali en kup religij, prodajali naprej te puhlice, ne, in pridobivali ljudi za sabo, no, ampak se je začelo ukvarjati. Je pa en drug sicer podatek, ki je pri njej sicer pomemben in to me je kar presenetilo. Ona je pač se je ukvarjala s slikanjem in je bila tudi sprejeta na Kraljevo akademijo. Ne? Se pravi, in to je bilo koncem 19. stoletja, kar je zelo napredno bilo za tisti čas, ker dejansko pač takrat še ni bilo, da bi se ženske lahko na visokošolske zavode, sploh ne na kakšne te slikarske akademije, recimo ženske so bile, samo ko smo bili Louvre, ne, pač, ženske so tja, pač to sem stilka, ne, ženske, vega ste lahko malo pririsovati slike. Ne, to imamo. Ne, vsak nekje začepi, žal. Ja, vsak nekje začepi. Ne, se tudi vemo, Ivana Kobilca je bila kam sprejela, je bila tudi morala samo ukinja biti. Ona je bila pa že tudi. Ja. No, ampak v glavnem je in je pač dobila dejansko svoj atelje pol na Kraljevi akademiji, je ustvarjala, ampak imeli so pa gang 5 kolegic, ki so bile The Five in so se dobivali ob petkih in so imeli spiritualistične seanse in njej so se na neki točki javili te veliki modri, oziroma high masters, visoki gospodari in so ji rekli, da mora pa ona zdaj nekaj narisati. In ona je potem narisala serijo 12 slik, ki predstavljajo človeka od mladosti do smrti v 12 korakih. In mislim, da sem sicer dal na naroben vrsten red, recimo to je ena od teh slik. Ne? Se pravi, zelo... vidim začetek in konc. Ja, ni, 12 je bilo. Začetka in konca. Kva? A to je ena od 12? Ne, že to je 12 slik skompresiranih v eno. Ne razumem, a na vsaki sliki je bil... Ena slika, druga... 12 različnih slik je bilo. Aha! Ja. In ta prva je bila začetek, ta 12 je bila pa konc. Ja, okay. Zdaj gledamo 4. V glavnem, ja. In je rekel, da ona pravzaprav, da ona je imela navdih za ustvarjanje teh 12 slik. So tudi velike, večje od Tomiča. Osnovne šole, recimo. So večje od Tomiča. Slike. Ja. Ne, in ki jih je ustvarjala za tempelj, ne, oziroma oltar. In je bilo dejansko, to je pravzaprav, takrat ni bilo te neke abstraktne risbe. Oni so se tudi posluževali na teh seansah, potem to neko prosto risanje, podobna tehnika, ki so potem imeli tudi spiritualisti s tem prostim pisanjem, češ ga so kar pisali in so pa kot mediji sprejeli glasove, ki so jih nagovorili. Pa je pa eno, mislim pa, da ni bil teozofov, ampak z ene druge spiritualistične veje pa prišel pol gledat, prišel na obisk na Švedskem in videl te slike in rekel, ja, to pa ljudje še ne par desetletij ne bodo znali razbrati tega, kar je na teh slikah. Tako da ona tudi pol ni skoraj da nič razstavljala, ene par slik samo tako, da je bilo in zato je pravzaprav neznana, ne, ostala večino časa bolj kot neka sam opomba k umetnosti zgodovini, čeprav je bila prva, ki je res delala abstrakcije, ne, v takem razponu. Tale je tudi ena od teh slik, jaz si rečem Guitar Hero. Bravo. Se rekel, moram nekaj dati, kot Tomo štekal. Ne, to je ena od 12. Pol. Ne, ta je pa z ene druge serije, ta je pa ekstra pol. No. Ampak je bila pa drugačna, ni pa tako, da bi bila ona s tem začela. Ne. Ona je bila in super portretistka, tudi pokrajinska slikarka, ampak ja, je pa potem ne pozabljena. Zdaj bi ti kaj še, sem kakšno tako stvar pozabil kaj povedati. Nisem gledal teh slik, no, tako od blizu, nisem imel te priložnosti. Tako kot Tomo. Je pa njena, teh 12 slik so razstavili v Guggenheimu, v New Yorku, v prejšnjem desetletju in to je bila najbolj obiskana, tako pač ta posebna razstava v zgodovini, pač poleg ne, stalne zbirke, najbolj obiskana razstava v zgodovini Guggenheimovega muzeja. Mislim, zanimivo je, da si izbral. Okrog in okrog je Guggenheim, ne? To je un. Ja, to je un iz akcijskih filmov. Vse vem, kako zgleda. Ja. Ne, zanimivo, da si jo izbral, zato ker je taka bolj, mislim, obskurna. Ja, a sem jaz kdaj kaj neobskurnega izbral? Ja, sam, ko si mi povedal, sem tako, wow. Ja, kaj jaz sem pač meni rekel, sem rekel, kva njo?
Ne, jaz sem najprej Hano se rekel, imaš ti mogoče njo, a Pa ne ne? Hildo pižamc. Tega ne bom ben vedel. Hildegard von Bingen ali pa kaj. Ja. A veš, da je to? Ne. Dobar. Zdaj smo oba rekla ne. Petka! Kako ti ne veš? Ne sem, če už povedal, sem ime mi. Una, ki je, oziroma kaj je bila, ni bila, kaj je že ženska, ki ima nune, ja. Opatinja. Opatinja. Ki je bila pol, ki je pisala ful, pa bila ful napredna v srednjem veku. Kako je ime še enkrat? Hildegard von Bingen. Kaj se norca, da jim sem. Sorry, meni več... Avto pa ti poznaš. Tudi jaz imam kdaj kakšno slepo pego. V redu je. Mislim, jaz imam slepo pego, Tomo ima kdaj kakšno vidno točko. Ja. Jaz sem pa slepa, tako da... Jaz sem okej s tem. Tako da ja, no. Zdaj Hana, ki povemo, kaj izvede. Ne, Hana, daj pa zdaj prosim. Ojoj. Ja. Mene je še vedno strah, ker vsakič, ko imam nastop takole, iz njima in to je zdaj, ko mi drugič. In ja, sam to, da se zavedate tega. No? Giuseppe. No, Giuseppe. Giuseppe, se opravičujem. Vse je Giuseppe. Giuseppe. Ja, ampak kako pa prebereš priimek? Arčim. Mislim, vice, da jo Bolt pisavi. Ja. Arčimboldo. Tako je, bravo, bravissimo. Ja. Čakat. Evo, vam pa Če vidim letenco 1526, samo tla začnem gledati. No, sej lahko hotela sem biti pač še starejša. Kam pa ta na obrazu? No, Giuseppe je bil slikar, ki je v bistvu bil rojen v renesančnem obdobju, tudi njegovi začetki so bili taki renesančni, začel je se verjetno ga poznate, mislim, te slike, boste takoj vedeli. Ful je znan, drugač. No. Ja. Ampak, skratka, predvsem med arboristi. Ja. On je zavetnik Volčjega potoka. Nekaj, ki moram govoriti, no. Nekaj imam napisan. On je imel tu zelo rad dinozaure. Ja. Čakaj, to je samo Od njega izvira ta izraz, ki ga imajo Angleži, cauliflower ears. Počakaj, da prideš na poletje, ker to je ko mi pomlad. Aha, serija 4-letni čas. Tako, ja. Okay. Koliko jih pa je že? 4. Ja. In tudi rekel bi, da je tole pomlad, prijatelji, tako da ni panike. Ker sploh ne piše. Fair. Že zdaj sem videl, to rečemo, kaj. Kristus. Kva je v tem medu? No, daj povej. Čakaj. Skratka, njegovi začetki so bili renesančni, to pomeni, da je v bistvu delal klasične stvari renesančnega slikarja. Risal angele, slikal angele, evangeliste. Imel mlade ljubimce. Zato to nisem zasledila, oprostite. Pa nehi, no? Ampak potem ga je malo odnesel v manierizem. To je v bistvu, a veste, kaj je manierizem? Ja. Skratka, manierizem pride po renesansi in to začne se pol malo... Manierizem se je začel igrati z ekscentričnostjo, pa nenavadnostjo, pa recimo malo bolj hecnimi barvnimi kontrasti, pa ne vem, če gleda slike Del Greca, ima take dolge končine, vse tako malo proporti so čudni. In on je v bistvu postal potem dvorni slikar pri Habsburžanih, bil je dvorni slikar 3 Habsburžanih. Se vidite, da ta mama obrade, ne? Ja, mama enka ima še več brade, počakaj. In to je te slike je on predstavil v bistvu mesec za novo leto 1569 Rudolfu II. Rudolf II je bil en tak posebnež med cesarji. Tudi v Kunsthistorischem muzeum na Dunaju imate prav njegov kunstkamer, kjer so zbiral je in dal delati pod take zanimive stvari. Tako, in to je ogromno. Pa ni cela, ne, ker so jo oplenili, ampak ja, no, skratka, to so eni od stvari iz njegovega kunstkamerja. Evo poletje. Te slike so v bistvu alegorije letnih časov. Veš, kaj je alegorija? Ja, to vem.
No, A kaj? to čebula? Ja, Je, a ne, čebula je. ja, ker v bistvu izgledajo kot tihožitje, ampak niso. Pol vidi, da so to obrazi in ima recimo klemaš. A ti si malancan. Ne, to ima lancan, Je, ne, ja, za ušes. za ušes ima pa koruzo. In to včasih A ja, imam okej, zapisan. hudo. Koruza v bistvu fule simbolike za Habsburžane noter. Tako da, ja, okay. Evo, jesen. In to so v bistvu plodovi. Trgatov, sorry. Ja, Dojel sem. pa gobe, Okej. pa sod. Se pravi, The Last of Us. Tako, ja. Samo res, mogoče tam so dobili, da jo. Ja. Ker tele so še niso tako obskurne, ker so pa ima še serijo elementov, pa še en portret čist na koncu, ki je pa združil letne čase vse v eno sliko in tista je pa tako najbolj bizarna in zgleda, kot ne bi bil njegov avtoportret. Tako. Ti si zelo smešen, že bila v obliki pice. A ta Ja, šala pa ni deluje? žal. Okay, Evo, no, to je pa zima. In klej je, meni se da v oblačilu ne bi bil njegov en se mi zdi, da je to tukaj pri zimi. Skratka, to ne bi Maksimiljana predstavljali, pa cesarja Maksimiljana. No, tako. In hvala Bogu so bili te cesarji zelo tako special, da jim to jih ni užalala, ne? Ker potem je naredil seveda tudi portret. A ne? To je ta Rudolf II. In so bili v bistvu zelo navdušeni nad tem, ker so podpirali čudaškost. In potem so se v bistvu vsi te novodobni in tudi starejši likovni kritiki pogovarjali, ali bo on mogoče tako bolan v glavi, ali kaj, mislim, kako je prišel on sploh do tega. Pa so v bistvu... Temu, če se mu se reče zelenjavna slepota. Ali... Ja. Sam, kaj ni vedno zelenjava, ne? Ima velika tudi kaj drugega. No? Ja, lahko rečemo, da je bil zelo plodovit. Ja. Smešno sem to napisan dejansko, kaj je noter. Vrhunsko. Ampak sem se zadržala, ker imam ful napisan, pa zdaj to res tako krajšam. Ampak ja, hvala lepa, Pežan, za nisem bila jaz ta. Ampak skratka, če ne bi bil ta cesar tako poseben, po moje to ne bi šlo čez, ker ga je res ful podpiral in tudi on se ne bi mogel družiti s takimi posebneži. Aha, no, lete pa tvoj. Ja. Tole sliko tale slika je pa sicer bila lani uporabljena ali predlan na zauvitek knjige, ki jo je napisal Aleš Berger. A res? No, v bistvu tebe uporabil. Ja. No, da je drugač knjižničar. Ampak ful je bil poseben, no, tudi zato, ker v tistem času so portreti bili ponavadi realistični, pa tudi mogli so te lepo prikazati. Jaz mislim, da bo mogel zdravniku iti, ko vam kazalec neki spahnen. Ja. Ne, pa ta človek je to vse preživel. Če vidim 1566, pa potem nekoga, ki take se, jaz mislim, da je gorel po moje po 2 tednih, da so ga zakurali. Ne, vse to je to, ker v bistvu Habsburški dvor, on je bil v bistvu Italijan in je šel bolj na sever, ker tam so bolj podpirali take stvari. Italijani so bili veliko bolj... Kje so angeli? Ja, mislim, v tistem času je bilo to res tako malo drugače. Jih imate par slik v Kunsthistorišu na Dunaju, tako da ful priporočam, ker so res detaljirani, no, pač ti portreti. In ja, ker ponovadi je bilo tako, da če je kralj, cesar naročil svoj portret, je to poslal nekomu, ne vem, ali svoji bodoči ženi, ali ne vem, en drug dvor ali tako, ne. Pač tega ni mogel poslati. Tako da, ampak ja, no, da, upam, da si všeč. Zelo. Ja, všeč mi je, da je zraven tvojega imena ta letenca. Ja, itak. Nima smisla, ampak na nek način. Ja, ker ima smisel. Ja. Ja. Okay. Takrat je bil Trubarjev katekizem pa besednik 16 let star. Ja. Je bil. Okay, gremo, drugi krok, ki bo malce daljši. Anže, izvoli. No, daj. Ja, zdaj pa tako. Zdaj so vsi tako, kaj bo pa zdaj povedal? Ja.
Anže ni bil na razstavi, ki jo imamo v Ljubljani, to že vnaprej povem. Ja. Hvala. Jaz, Banksija, pač vem, da obstaja, tudi vem za to razstavo. Na zadnje sem o njemu slišal, ki je Steven Merchant, ki je moj heroj, ki je tako visok, to je ta človek, ki je naredil angleški The Office z Rickyjem Gervaisom. Je snemal zdaj eno nadaljevanko, ki se je reče Outlaws za Amazon in so tam noter igra Christopher Walken, to bom zdaj kar povedal, to je zgodbica, v redu. Christopher Walken noter igra in so neki ljudje, ki so kradali ali pa karkoli morajo zdaj ta community service delati, ne vem, kako se to po slovensko. Družbeno koristna dela. In so tam na nekem posestvu. Recimo učiti voditelje podcasta v slovenščini. Tako, recimo, to bi to. Jaz bi se šel to. V glavnem, in so v seriji prosili Banksija, če nariše, ker je bila poanta, da eno od unih, in to Christopher Walken, pač prefarba Banksija. Ne, da je v bistvu po nesreči Banksy tam, ker se to v Bristolu dogaja. Ne. In so to dejansko naredili, da vsi so šli iz seta in je čez noč model prišel, naredil, ne vem že kaj je bilo. In pa so posneli, kako Christopher Walken dejansko prefarba čist novega Banksija, kar se mi zdi karepsko. No. To ni to, kar sem jaz hodil vedeti. Tisto, kar je mene presenetilo, jaz sem pač, ker sem se že spet na to pripravljal, sem googlal, sem rekel, uporniki, Banksy, to sploh tudi ne vem, zakaj to sliko, da nimam veze s tem. Zato, ker ti nisem mene pripravil. Jaz sem mu samo rekel Banksy. Ne, tisto, kar je mene presenetilo, je pač dejansko če to veste, bo spet brez veze, ampak mogoče ga to ne ve. Ve se, kdo je on. Tehnično gledano se ve, kdo je. A veste, da se ve, kdo je on. Ker dejansko ni tako, da kdo pa je ta misteriozni človek, ki to dela, ne, po celem svetu. Ne, to je en model, ki mu je ime Robbie, ne. In je bil Robert Banks, neki Gohan se piše, ni važen. In je tam iz Bristla in je pač on. In pa je bila, mogoče je pa ekipa ljudi. Ne, on je. Pač v resnici je on. Jaz ne vem, če sem komu to pokvaril. Kar sem pa pol hkrati prebral, je pa, da je ta človek, ki pa veliko ve o umetnosti, ne jaz, rekel, da je na tej točki že vse en. Da tudi, če se zve, kdo je, ne, da se nič ne bo zgubil s temi njegovimi deli, da ne bo padla vrednost. No, mislim, da v tem kontekstu povem. Ampak meni je to pač ful presenetilo, ker sem pred kratkim živel v neki iluziji, da je to še zmeraj nek človek, ki noben ne ve, kdo je. Pojavljajo se te slike in ne vem kaj. Pa vidim, da je njegov agent, bivši, izdal neko knjigo ven, ki ga je slikal, ki farba to. Ne. Mislim, spreja, ali sem nekaj Čopič najbrž. Ne, če človek, mislim, da ima šablonca, pa sprej, to jaz znam. V glavnem. Ne povemo, Anže je bil prvak skupine Sončki pri 4 letih v dinozaurih iz šablon. I said it, v glavnem, in ga je tako sliko in ga je pač od ozadij sliko in je zmeraj isti model in se pač ni ga okolo brskal, to, ki je bil fair, ampak pač ve se, kdo je Banksy. Predvsem se vejo, kakšno hrbtenico ima. Ja. Ten 7. člen. Nič ni pleša, to lahko povemo. Ne. Pa dejansko pa ena fotka njega obstaja, tako še od prej, pa so najdeli nek art na kasetah, ne, ker je pač malo starejši človek. Na kasetah za nek band so najdeli te njegove, pa je tam na pup odpisan. Pa je to v pižan svedu, kdo je DJ Goldie, ti veš, kdo je to? Goldie? Ja, ta en britanski nek kvazi tehno delo, jaz ne vem, kaj je delo, pa ima pač zlate zobe, pa je Goldie, to je bil čel štik njegov, se mi zdi, ne vem, če je bila muska kaj dobra. V glavnem, on je v enem intervjuju je prvo rekel, da namesto Banksy, Rob, tako Rob je neki, in tako da je ta model, vemo, kdo je Banksy. A ti imaš doma zdaj tle neko uno tablo gor? Ašter liste pa cveram. Ne, sam strah, jaz ne, če bomo mi danes ta prostor živi zapustili, ker si ti to javno povedal. Ja, no, tako, res se mi je zdaj fascinanten, da je tako. Je pa res, da vsi nekako še zmeraj spoštujejo ta mit. Zdaj, pa tudi na Wikipediji je še zmeraj nekih 5 opcij napisanih, ne. In vse imajo nekoga, ki je zanikal to, razen ta opcija. Je tako, mogoče, ne vemo, ne? Ampak ja, vemo, kdo je Banksy. To je tako, kot prej Aljoša omenil, ko smo se pogovarjali, ne, pač tudi za Eleno Ferrante se ve, kdo je. Ne, to nisem vedel. Ne, ampak je ona pač, ker je nek novinar je sledil nekim tem transakcijam, honorarjem, pa to in ugotovil, ampak je ona zanikala.
Ne, rekel, ne, nisem jaz in pač pa tudi ljudje zdaj pač spoštujejo to, pač ona se noče izpostavljati in ji dajo mir. Neka prevajalka, tako je Harlamov rekel, to je on rekel, ne jaz. Na napoje, kdo, Tomič je rekel, da je Elena Ferrante, da je prevajalka. Aljoša Harlamov, urednik, pisatelj. Ni več urednik. Karkoli sem jaz. Tako da ja, to je bila moja ta druga. Evo. Mislim, da ste nekaj izvedeli, jaz sem že svet svoje naredil. Bum! Dobro, si rekel bum. Ja. Ne, To vsi dobri profesori na koncu rečejo. bum, mladen dolar. Ne? In zato je Antigona pomembna. Ja. Bum! To, če ne veste, zakaj je mladena dolarja, to je treba razložiti, ker bo res. Mislim, bum je tudi edina beseda, ki Slavoj Žižek lahko reče, da si folk ne pokriva obrazov zraven. To je to. Jutro vsaj jih pižama, disa, Žižka. A je to nov battle? Sam res ne, noben mene. Pa bo Žižek tako. Pizama kekac. Hoči sam, da ti si stric bedanc. Ja, sej, zato mi bo rekel, zato bo dis bo kekac. Ja, ne bo kekac, ne, bo stric bedanc. Ne, on me bo disal, pa da nisem bedanc, ampak da sem kekac. Ne, Ne, okay. Daj ti bomo kaj razložil, kako disi delujejo. Glavno omenja mladena dolarja samo zato, ker sem bil zanj še enem podcastu. In mi je bilo V enem, na ena. Ni važno, glavno. CNN affiliate. Tako, in mi je bilo rečeno, no, da je tole pokomentari, parafraziram, in pa je bil citat mladena dolarja in pa je mogel že Tomič nekaj povedati. In ni bilo ok, kar sem tudi izpostavil, da morajo boljše sogovornike pol dobiti. V glavnem, še enkrat, bum, kot rečemo, po profesuri. Ja, zdaj si ti na filozofiji ali na umetnostni zgodovini? Krožem, tam, ki me hočejo. Gostujoči profesor. Ja. Največ sem pod lipo. Sem pa presežen, to pa presežen, da je res letos, mislim, da je bilo najbrž juni, sem na FDV-ju mlade raziskovalce učil podcaste. To je pa presežen, da res. In me je prišla predstojnica moje katedre na FDV pogledati, pa rekla, sem slišala, da ste kle. A še smer niste nič naredili življenja? In si rekel, sem, bum. Ne, rekel sem se, a je to dobro ali ne, pa rekel, ne, me zanima, kaj delate. Sem rekel, kul. In pa sem se malo pogovarjal. Ampak ja, ok, pižam si. Okay, ja, umetnost, ne, zdaj umetnost, vsi smo sam neki, likovno, ne, umetnost je precej širši pojem, ne, zakaj bi se ustavili zgolj pri likovni, tako da moji naslednji uporniki so glasbeni, Public Enemy. Zakaj? Ker imajo komad Rebel Without a Pause. A ni koz. Ok, Anže. Komad je igra. Metatekstualnost. Igra besed. Nanosnica. Nanosnica, a ne, tako, kar rečemo v en podcast je obot, glave so pa obog. Meni je všeč, ko imaš nekaj, se gre v minus, v resnici. Te šale, sorry, povej. Ja, in se mi tako več, se mi zdaj več, itak je že sam rap kot sama zvrst, ki se je pojavila, je bila upornička, je bila... je bila... Kjer si ti, Kleb? Kjer si? Jaz sem vzad, ta leva iglica na drevesu. Je pač bila... Pač odmik od te zglancane disko produkcije, ne, pač ta do-it-yourself, sam svoj mojster, kjer si pač vzel dve plošči, najdel breakbeat, ga sukal, lupal čez pol, ne, čez sample, repal pa to. In oni so bili eni vodilnih teh, pač prvi, ki so začeli pač tudi to res neko uporniško, protipolitično držo furat, Chuck D. Sicer, ne, tlej tudi ta umetnost, on je študiral grafični dizajn. To je ta KMP na kapci. To je ta KMP na kapci. Ja, pa vem stvari, nažalost. Ja, moj fan je, veš. In je vodil to, on je bil tudi voditelj radia tam na koledžu in imel zelo močna politična besedila. In pa Flavor Flav, najbolj znani hype man v zgodovini hip-hopa, dejansko pač karabaš, včasih je bil to pač, če si imel band, si imel pač 3 ljudi, DJ,
pa MC, pa Hype Man. Hype Man je bil on, ki ni imel glih tok teksta, pa refren je bil pa folk držal na nogah, ne, pa je imel pa vsebino, tako da pač ti si Flavor Flav, ne. On je zdaj res financiral, boš povedal? Ja, saj to, ne. In me je zanimiv prav od tega, ne, te zgodbe, pač kako so oni delali in ta The Night of the Living Bassheads, ne, kjer so se ubadali s to crack epidemijo, The Rebel Without a Post in tako naprej. Ja, pa Flavor Flav kot človek, ne, ki je drugač res pač folk ga pozna potem, da ima veliko uro okoli vrtu, ne, pa se dere, boj, ne, v resnici je pa, mislim, da je celo neki študiran glasbenik, v glavnem ful obvlada, multi-instrumentalist je, in ta zgodba njegova, ne, ki se je obrnil od tega, da je imel ta šov svoj, ne, neki ljubezenski reality show, kjer je bil on v vili, ne, kjer je imel tekmovalke, ki so se med drugim ena tudi mirne krvi podelala sred dnevnega prostora, ne? Do tega, da je zdaj človek... Ne pretvari se, da ne gledate VH1. Ja. Okay. Do tega, da je zdaj človek, ki je sponzoriral ameriško vaterpolo reprezentanco žensko, ne? Ker je videl pač, ki so pravile, kako ena objavila, ne, kako imajo slabe pogoje za trening, da to ni šport, ki bi bil priznan, in je šel in jim je sfinanciral treninge, pomagal pri financiranju poti na olimpijado, zato je bil pač on pa Snoop, ne, sta bila tam v full kadrih, Snoop je bil pač od NBC-a, kot nek reporter, poročevalca, oni pa tam skakal okoli zuno svojo to zlato kapo vaterpolsko. In pa je še pomagal, mislim, da še ena športnica, ki je tudi nekaj pisala, kako ima neke težave z denarjem, da je on pa nekaj plačal, pa naredil je za to gimnastičarko, ki je ostala brez kolajne, je pol naredil, je dal svojo uro, pač tako zla kot bronasto, kot kolajno, da je dobila. Isto. Lej, sorry, Flavor Flav ura ali pa... Olimpijska medalja. To je... Niso ful slabe kvalitete bile letos te medalje. Ja, bodo so se ful krušile. Ja, ta Nigel, ta skater je objavil, ker ne vem, tako 3 dneh dobesedno abšlesan, da mu bronasta medalja. Sam je skater, ne, tako da. Ja, no, čakaj. Unke je za sabljanje dobo, una je pristin še zdajle. A nisi ti hotel biti skater? Kaj da? A nisi ti hotel biti skater? On je longboarder. Jaz sem longboarder. Ja. Sem kaj drugega rekel. Ja, hotel ponoviti to. Ne, kar sam pomeni, da imam longboard. Ja, ja. Doma, za umaro. Ne, na steni visi. Okay. Ja, na steni visi. Visi na steni. Ja, ker na eni točki so jaz pa Boštjan Nahbar bordala po Žusterni, tako da tam ta zdaj, ki je zaprta cesta. To tudi je... Prej ni bila zaprta. Ne. Ja, lej. Da je to ena stvar mogoče, ki mi je tudi zanimiva, bilo čisto tako, že takrat, ko sem kot mulc ne spremljal, pa to, pač, ko smo se učili, kako delati to, je pač to je muzika s ful velik basa, ne, in oni so snemali dejansko, tako pač to so še časi analognega snemanja, se pravi, ker sem imel ti, ne, koliko se bili uni, pač ne 8 centimetrski ali koliko trakovi, ne, z več stezami, na kateri se snemajo oni, so imeli bas bobne tok našpičene, da so bas boben snemali na drugo stezo, prvo pa tretjo so pa zmeraj pustili prazno, ker je čez prebijali. Okay, da karkoli drugega so posneli, bi bilo. Mi je to tako kot zanimiva neka, pač, ni bilo tako smešno, kot tvoje neznanje, so pa ljudje nekaj izvedeli. All right. Reč bum. Bass, how low can you go? To je pa naslednjo upornico, ki jo bo pa Hana predstavila, pa lahko slišite omenjeno v komadu od Napoleon the Legenda na plati Maison de Medici. Sem tok. A res? Ja. Wow, hodo. Ja. In vsi jo poznamo. Ja. Jaz sem na telefonu, ne misli. Artemisija. Ja, Ginteleski. Ja. Jaz bom zamorila. No. Jaz sem vam pokazal že tako. V Firencah sem jo. Cool, okay. Kaj videl? A ni mrtva? Ja. Ok, ko bomo pa zdaj gledali? Ne, si. To pa ni, to pa je. Ja, to okay. Se. To je. A pa zdaj weird slika? A ne, Okay. No, je weird. Ja, Artemizija je bila baročna slikarka, kar je pri njej drugače, je to, da je bila v bistvu ženska v moškem svetu
slikarstva, ker ženske so bile ponovadi, če so že slikale, bile omejene ponovadi na portrete, pa na v bistvu slike rož, se pravi kot neka tehožitja in take stvari. Ona je šla pa čisto v drugo smer, predvsem zaradi ene osebne izkušnje. No. Njen oče je bil slikar, zelo znan slikar, in jo je že zelo zgodaj začel učiti slikati in je zrihtal tudi enega učitelja, ki je pa žal, ki je bila v najstniških letih, storil silo. Nisem se hodil smejati, čakal sem, kako bo Hana to povedala. Ja. Tako klemojo otroci, kako bom jaz to rekla. Moram reči, da si najdla zelo lep stavek. Hvala to pižamcu za to, ker sem bila tako... Skratka, ja, in ta njen učitelj je njo malo kol prinašal, da jo bo poročil, ampak se je na koncu izkazalo, da je noče in da je ne bo, kar je bilo takrat to zelo hudo in njen oče je v bistvu ga začel tožati. In ona je ustrajala pri tem sojenju in bo velik škandal ta sojenje. Njo so tudi mučili, stiskali prste pa tako, zato da bi pač, če bo priznala, a je to res ali ne, in so ugotovili, da je. In potem pač je v njej itak pobegnil in ni bilo posledic. No, in kle so v bistvu vse... Se pravi, se ni nič spremenil. Ne, nič, nažalost. Tudi on je hotel, ta njen učitelj, ukrasti slike od njenega očeta, zato, ker je bil pač boljši slikar in jih kao prodati, ka svoje, pa tako take fore, no, pač res, ja, izjemen, ja. Se danes bi z NFT delal. Ja. Se je malo bolj taka, mislim, tako, sam se mi je zdela ful pomembna, zato, ker res tudi te biblične prizore, ker še vedno so neke močne ženske, res so kontrastni prizori, pa pod vplivom Caravaggia je. Caravaggio je bil en znan italijanski slikar, ki ga mogoče Anže pozna malo boljše. Ja, znan je po čemu? Po Caravaggio. Ja, no. To se reče eni tehniki slikali, kar nekaj. Ne si blizu, ampak je chiaroscuro. Okay. To je v bistvu... Ja, skuro, ker si se skuro možganja. No, to je sliko, ki ti je prej si okazal, ne? Ja, Judita v galeriji Uffizi. V bistvu glavna Holoferna, ja. Zelo veliko je v bistvu razstavljena po zelo velikih galerijah po svetu. Tudi naslikala je ogromno, ampak je samo 12 slik podpisala dejansko. Imela je mednarodno kariero, kar je to zelo fascinantno za tisti čas in v bistvu, ker oskuro, ker si sprašal, je to, ker je ta močen kontrast med temnim in svetlim. In to je Caravaggio začel in oni so bili karavadžisti. Ja, karavadžisti. Ja, ker so pa ti v Instagramu nabijaš na kontrast. Ne, ja. Ja, sem farben blind, to moram narediti. Tako da ona je imela zelo veliko... Ti si farben blind, ne kontrasten blind. Ja, ampak če hočeš barve, da kontrast navijaš, da už in pol črna, tudi rada črna, prijatelj. To pa si na mojemu področju. Tako da, dajmo še kakšno tehnično pižam, bomo pa videli. Kdaj bojo oporniki skozi tehnologijo? No, ne poveš. No, se klesi. Ta je res malo bolj taka temačna tema, ampak ona je ful veliko dobrega potegnila iz tega. Nažalost se je poročila z nekom, ki je ona bila že v bistvu znana za časa svojega življenja, ki je veselo porabljal njen denar. Aha. Tako da, ja. A kaj ima pa v košari? Ja, le kaj? Ja. Močne ženske, ne? Ja, wow, okay. Pač ja, je nek tak simbol feminizma, pa to in ja, to, da se je uprla v bistvu takratni družbi, ki jo je hotela potlačiti, meni se zdi zelo tako. Sam Judita je kul, Salome pa imamo v zobeh, pa ista. Ja. Ampak mislim, sej tudi tukaj, ne, ta prva slika Suzana in starca, to ne vem, če poznate pač to zgodbo. Ej, Bitcoin bo še zdaj le gor. Prid na Twitter. Ja, ker bi bilo tako, bi bilo fajn, ja. Ampak pač ondva sta tudi bila lumpasta, pa hotla nekaj od njeno. Tako da ja, tlej prigovarjata, ne. Ona je na redki, ki je v bistvu prikazala to, da se punca bori, ker ponovadi vsi drugi, te baročni slikari so bili tako, da je bila kar pač sicer
nude, ne, ampak da je tako gledala proti njima, ne, ona se pa v bistvu brani in to je v bistvu iz osebnih izkušenj, to je tudi ena prvih njenih slik sploh, tako da vejo, da je njena, no, tako, okay. Neham moriti. Bo Juditar naprej morila. Ja, ampak ja. Zdaj, Hana s košaro od pižamca glavno. Čeprav ta tudi. Čakaj, edino. Dobar. Ja. Isti ti. Ja. Pižamci v bistvu že od leta 1500 živi. Ja. Zdaj je na nočni straži, ne v nek model. Jaz sem nočna straža, ja, vse tam, no malo kasneje, dober. Ja. Na zadnji večeri mi ni, ampak se pa vidim prazen taler, ki sem kebab odnesel. Mogoče pa si. Što bi mogel biti v Da Vincijevi šifri, nekaj takega. Mi mogel biti kot prazen krožnik, že vem. Cela zgodovina, veš, posod so tako krožniki prazni. Že v jamah. Zakaj temu bizonu manjka ena noga? Okay. Dej, da Naomi, zdaj pa Ja, enkrat moramo... Ja. Za tiste, ki to poslušate, na ekranu se je pokazala beseda banana. Banane. To pa sam, že spet ena stvar, mene pa, to je ta stvar. Jaz vem, da je to je tudi meni tako boljše, da je noro. Res, vse je v redu, ampak kar je bilo dosti fascinantno, ker je Daj povej za ljudi, ki poslušajo. To je banana, ki je za silver tapana, to je strokovni izraz, za silver tapana na steno, to sploh, sploh slikani. Jaz sem na začetku še mislil, da je nek kanvas ali pa nekaj, ni, to je na steno lepljen, ni platno. Ja, platno. Ampak ti si kanvas, si rekel platno, popravljam te. Kanvas ni slovensk, na nekakršen koli način. Ok, hvala za to. Mogoče je tako Karavadžeti. V glavnem... Ja, se ima temne pege. Ja. Kontrast med svetlimi. Ta, ki je to naredil, je nek Italijan, vsi vemo, kdo je. Je pač pol to prodal za 120,000 evrov, ne parim, pač tole. Ja. Jaz pa delam v življenju. In tisto, kar je bilo, jaz sem zdaj pač spet... Samo kaj pa ne veš, veš, mogoče je pa polna kokaina. Ne, NFT so pol, tako nazaj denar dobiš. Ampak... In pa je pa en drug umetnik na eni točki, ki je bila ta stvar razstavljena v Miamiju, ampak je pa pač prišel not in je vzel dol in jo je pojedel. Naslednji dan je bilo njegovo črevesje. Ne, ampak je bilo res tako za neko bra. To se mi je zdaj... In posla ga, sem rekel, to je pa... To je tako kot pižamc v momi, temu je ratal. In sem bil tako bravo in poje bil celo intervju in to tako na NBC-u je bil intervju. Jaz sem, to niso misteriji revije ali pa nekaj res legit novinari. In rekel, ja, že prej hotel pojesti, ampak ni bil tako lačen, tako da je pol hodil naokoli 2 ure. Pa je šel pa pojesti, pa da ful spoštuje tega, ki je to naredil, ampak da je pač to bil v bistvu tudi art performance, da je on to pojedel. In je pol dejansko pač posnetek modela, ki pač pride, pa tako, ko vsi ljudje gledajo, pa mirno dolo za silver tape, poje banano in tako, ja, cool, in tam stoji. In pa je ta Italijanka, je to naredil, rekel, ja, štekam, namo nič tožil, hvala lepa. In je bilo konc zgodbe. In se mi zdi res ok, ker če že je tole, kar pač to je, se mi zdi ta cool sklenjen krog, da pač en drug Luni, ki je umetnik, uleti in jo poje. Pač, jaz sem sta bila zmenjena. Jaz, to tudi, ampak jaz... Kot ta Banksy, ki se je razrezal. Jaz sam mislim, da je to tok butas, da ni bilo zmenjen. Jaz res mislim, da je bila to poanta, da jaz bom šel, bom pojedel, pa bomo videli, kaj se zgodi. In je on to razumel. Jaz res mislim, da ni bilo zmenjen. Tak teoretik zarod pa nisem, zaenkrat. Ampak ja, sem tako cool, to mi je bilo, a je opornik, ne vem, a je umetnost, ne vem. Bum. Narejen, Tomič, zdaj pa sem set.
Jaz sem dejansko. potuha, ej, to Ampak res sem že spet hotel o Disco Elysiumu govoriti. Če ne veste, Dej povej. bom sam na hitro povedal. To je mogoče. Prosim, to resne stvari. Mogoče najboljši špil v zadnjih 10 letih ali pa 20 letih, za katerega ni potrebno nič drugega kot znanje angleščine. Ne rabiš Je tudi preveden v par jezikov. Koliko je od 1 do 10, koliko je dober špil? Hvala lepa. To je res to in jaz to res provam zdaj In sad to je povedal strokovnjak za retro gaming sisteme. Tako da pomeni, da je preigral veliko iger skozi različna časovna obdobja. Ja. A pižam so tu v igrah posod? A si ti Pac-Man? V glavnem... Ne zasluž si to. Ne vem, če si zasluž ta šala, toliko smera, v glavnem. Disco Elysium je res fajn špil, dejte ga igrati in je res umetnost. Sam to sem hotel reči, pa tudi malo lahko se bi šlepo na upornike, ampak bi Žan rekel, ne moreš že spet. In sem rekel, ok, ne bom. Vsaj ne v istem ciklu. Tako, ja, ne bom in zato je bomo imeli mite in legende, dej. Tako, ampak zato je pa tam pisal banana. Okay. To je to, Žan. Če sem šel pa na eno besedno, še pa mislim, da sem tega možakarja že enkrat omenil, pa ne, ampak mislim, da smo ga smo ga v pol britko ali nekaj, bil v glavnem François Villon. A se kaj spomniš? Povej ljudem, ne meni. Ja, ne, samo to, da vidiš, če se ti ne zapolniš, pa ni v redu. François Villon, eni imajo ga za začetnika neko francoske, nek način sodobne literature, čeprav je živel v 15. stoletju, ampak je naredil zelo velik premik od tistih klasičnih trubadurske lirike, ki je takrat še bila. Bil je član školkarjev, bil je v gengu. Ja, školkarji. A si videl kdaj, že to zdaj te vpraša, kje je kakšno to školko, Jakobovo pokrovačo, kje tako, ker si kdaj se sprehajal? Ja, sem jo. Ja, veš, kaj je ta pokrovača simbol česa? Školkarjev. Jakobova pokrovača je, a si slišal kdaj za Camino, za toške ljudi? To ga hodijo ljudje. Ja. Žene teta je šla po Krku. Ja. Hvala ga. Ja, to je ta El Camino iz Temuja. Camino Krk, to je šla hodati. Dve tete v bistvu in sta pošle, žive nazaj, vse v roke. Krk je res znan potem, da tam pohodniki izginjajo. Sam veš, kako je, če greš, tako ne, ni važno. Ne, daj povej. Beda je dolg časa hodiš. Ja, in v srednjem veku je bil pač Santiago de Compostela, ciljna točka Camina, je bil romarska točka na skrajnem rtu Portugalske. Gnoj je, a ne? To je gnoj. Paščini. Il gnoj. Los gnojos. Okay. In pač ljudje so... Smešen mi je, kleke v promo zabavali ljudi, rečeš Compostela, noč, noben nav. Ne veš zakaj, ko folk mi... Smo se v šoli učili. Smo se. A veš, ljudje ne mislijo, da delaš šalo, ljudje mislijo pač, da izkazuješ svoje neznanje. To je... Tanka je črta med tema dvema. In bil priljubljena romarska pot. Ljudje so iz cele Evrope tja romali. To ni samo tako zdaj danes, ki grejo tam po robu Portugalska, pa kaj sem naredil. Ljudje so šli tudi, recimo, iz Ljubljane, do Compostele. In zdaj, da so jih pa prepoznali, se pravi, da so to romari, ki hodijo, ki jih potem drugi bogaboječi ljudje spremajo pod svojo streho, jim dajo jesti, jim dajo piti, so na svojih plaščih nosili školjke, pokrovače. Jakobova pokrovača, pač po svetem Jakobu, ne veš, zakaj Santiago de Compostela. Ja. No, zakaj? Tam ne bi bil pokopan Jakob. Ja, ne bi bil. To pa osnovna šola. A v Želimjah? Ratal je neki, pet naprej. On je bil pa član genga školkarja, to so bili pa pač rokomavhi, ki so se preoblačili, so si dali gor školko in so rekli, dober dan, mi smo pa prijazni romari,
smo lahko prijatelji, ne, pa skrepelcem po glavi, pa pobrat močno, pa če ubudzbal. Ja. Tudi to rečejo. Ja. Potem so bili znani, vsakič, ki te Evropa, če ubudzbal. In on je bil sicer študiral umetnost, ampak prišlo do neredov na univerzi, diplomirancev je bilo preveč, vse se ne spreminja. Konec stoletne vojne je bilo in leta 1455 je bil Vilon upleten v prepir, v katerem je smrtno ranil enega župnika in je moral pobegati iz Pariza, in vmes je tudi pač tole s tem bandom pa to družil. Pa se je pa vrnil in so ga oprostili in je bil celo nekaj časa je prišel na dvor Karla Orleanskega, kjer je pisal pesmi in balade, na kar so ga pa neki obtožili laži, pa je bil odslovljen. Ampak zakaj pomembno? Pisal je te balade, pa to so rokonjaške balade, obešenjaške balade, je pisal v argoju. Zato je Vilon je ponavadi v učbenikih za slovenski jezik, omenjen takrat, ko se pogovarjamo o zvrstnostih jezika, in ko imamo argo kot jezik, ki ga uporablja neka točno določena specifična skupina ljudi. Recimo podcasteri, ki rečejo bum! Na RTV-ju je podcast štajerski argo. Hvala Radio Maribor. In je pisal v tem argoju, da so bile zelo nerazumljive drugim ljudem. Ena od najbolj znanih je ta obešenjaška balada, ki govorijo pač o bešanci pred smrtjo. Menard ga je prevajal v slovenščino. Meni pa bil super, zato jaz sem prebral dve njegovi deli in sicer on je napisal Mali testament pa Veliki testament, ki sta v svojem bistvu diskomada. Pač on je vzel v pesmi je obračunal s svojimi nasprotniki, s političnimi nasprotniki, z ljudmi, ki jih ni maral in je dejansko nek tak proto-battle rap. Na ta način se pravi. On je Drake ali Kendrick, to moraš pa zdaj še razumeti. Ja, on je Kendrick, definitivno. Ja, ne vem. Tako da in je zelo zanimivo meni, se pravi kot mulcev, ko sem to, smo v šoli imeli, pa sem rekel, kaj je ta testament in je noro. Tako, mislim, kad gledaš kakšne najave so, mislim, da bi tudi na kakšnih sodobnih betlih bi dobil kakšno rundo lahko, ker ni šparov udarcev. Okay. Ti si šel ful lepo, pač prek Public Enemy do to. Ja. Kaj da bi razmišljal? Sem. Okay. Se pripraviš. Med vožnjo nagrad. Najlažje pa banana napisati. V glavnem, Hana? Aha, evo ga, tele je. Nisi ga pokazal. Nisem ga, evo ga, tele je. Zdaj, kaj si ga pa videl, ne? Ja, vse vem. Vilon! Pilon ali Vilon? Ma, v redu je. Jaz sem tudi v argoju to, probo sem, ni važno. William Turner. A ti to, kaj znam? Ja. Fajn. To je ta Turner Classic Movies. Tisti, ki ste tle, ste videli, da je Hanino obličje zajela nevihta. Prevedela sem, ja. Da je to pa mogoče celo. Valovi sreče. Govor pa bom kimal bolj. No, William Turner je en najbolj znanih britanskih slikarjev. Ja. Deda kot Draca Malfoya. Ne posliki sedeč. Sam to, da čakaj, izračunam, koliko je bilo, se pravi, če je rojen 1775, je tole narisal 24 let star, tako da že zelo je dober sliko, ne? Ja, okej. Pač on, zakaj sem ga izbrala, zato, ker vedno, ko pomislim nanj, mislim, on je res tako, zame predhodnik impresionizma, zato, ker se je uprl pač... To sem jaz videl. Ja, bravo. Ne. To je bilo, kdaj sem bil v Londonu. Jaz sem še na en podcast event v Londonu, Julija. Ja, no. In je bilo tole, zdaj, ki je Victoria Line, ki so naredili ta novo podzemno, je ta glavna postaja, ki zdaj ne vem, ko se reče, ki priješ v mest, no. Ta velika postaja je čisto nova, so vse prenovili in ko ven stopaš, je en tak res impresivno. Na storije sem to dal. Ko stopaš ven, je tako, so eni oled zasloni, meni res oled zgleda, ki je res dober, ki je kontrast hud. Kjaro skoro? Ja, ne, res. Pač zato, ker je bil LCD, ker je pač
odprt prostor je, pač ni vrata, ne? Ti sam stopiš noter in je to animiran. Ja, So animacijo tega narediti, tako not stopiš in to je tako večji kot ta prostor, je po moje, in so tako oledi okoli in okoli in ta ladja niha in valovi delajo in to, in so dejansko to animirali. Presežem, da je tole. Ne, nisem. To je ta zadnja stvar, ki sem jo videl, ki sem malo lutil okoli, sem rekel, zdaj grem pa na letališče in sem to, in sem wow, in sem story naredil, bom najdel story in pol pokazal. No, thanks. To je to, hvala. Nismo šli na teren se pripravljati za tole. Preventivno. Ne, presežem, da je to res. Vem, ne, sem videl, se spomnim tega storja tvojega. Ja. Jaz sem bil, ki ga je lajkal. No, ja, vidiš, hodo. En in edini. Ne, Jaz sem takrat seveda tudi vedel, da je to tega modela. Jaz sem okuladija. Vse so čovni drugačno, ampak ja. Čovnladija, okay. Skratka, razlika med tema dvema slikama je ta, ne, da v bistvu to je bil takrat način slikanja, ne, ki so ga učili, podpirali, se pravi, dosti izrisani detajli, on se je pa temu uprl in naredil in začel v bistvu slikati takole. In to je v bistvu zelo impresionistično in tudi tematike so zelo moderne, ker takrat se je začela industrijska revolucija in je pač malo to, mislim, zelo je bil, ljudje so bili zelo šokirani na teh razstavah, ki so to videli, ne, vse verjetno. Ja, ful so lepe, res tudi tako, res je bil mojster svetlobe pa barve in meni je všeč, ker se je res uprl takratnim načinom slikanja, ki so bili zelo tako, pač kalup je bil, on je šel pa pač s to romantiko svojo čisto ene druge sfere, pa tudi obstaja zelo en lušten film o njemu, ki ga igra ta, ki igra v Harry Potterju Worm Taylor. Ja. Ne vem, kako se mora Turner je film. No, pač, Mr. Turner, Timothy Spall ga igra. Je pa trenutno sem šel preveriti na Maxu. Se ga da preneseti. Ja, ful je lušen film o njegovem življenju, no, in kako je v bistvu se loteval tega, ker je bil res drugačen, ne, tako, in ja, ne bom predolga, zato, ker imamo še en manjši zaključek, no, tako da, ja, ampak ja. Pežans bo pel. Evo, ja, Pežans bo pel. Ne vem, mislim, meni je bil res... res je lepo. Ja, res je lepo, pa da ga zdaj analiziram na predolgo, no, samo to, da je bil res mojster svojega dela in tudi ful napreden. Tako, kot so recimo ta prvi, ko sem imela tega Giuseppeja, je bil tako pozabljen, ful let, pač potem, ko je umrl, dokler ga niso nadrealisti odkrili, se pravi, Dali pa to, ko so v bistvu črpali, recimo iz tistih glav, polnih zelenjave so črpali, pol je Dali, ne, tako je nekako prišlo do surrealizma. To je pa pač zdaj, on je pa predhodnik impresionizma, ful pred impresionizmom v bistvu. No, ej, reč. Kaj? Bum. Bum. Tako da, ja, to je bil zdaj redni del glav na gradu. Zdaj, pa, tako da, hvala vsem, ki ste tole poslušali. Zdaj pa je čas za pol britek, se pravi za... Všeč, da si slajd naredil. Ja. Ne, ona ga je. Za del podcasta, ki je namenjen našim podpornikom, tako da tisti, ki niste podporniki, prosim, če greste ven. To bi bilo res sevsko. To je bilo res dobro. To pa nisem pomislil. Zato še nimava vile. Ja. Ja, jaz sem prosil Hano, sem rekel, imaš kakšno idejo za pol britek? Ker si pač...